ful smo veseli, da si z nami. Dejmo bit mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Hello. Še nare. Dobar dan. Teja, a nisi dovolj spala po noči? Res nisem. Vedno, ko je polna luna, slabše spim. Vsak mesec, ko je polna luna? Ja, nažalost res. Mene pa je danes po noči nosila luna. Kako nosila? Tanja, to se samo tako reče. Ja, ko v spanju hodiš ali govoriš, se reče, da te nosi luna. Kam pa greš v spanju? Kakor kdaj. Včasih se zbudim na kavču, včasih pa v naslonjaču. Velikokrat pa se pogovarjam z osebo, ki spi ob meni in potem zjutraj nič ne vem o tem, čeprav odgovorim na vsa zastavljena vprašanja. Temu pojavu se reče tudi mesečnost ali parasomnija. Jaz bi te vprašal, če mi našteješ vse planete. Jaz bi te pa prosila, da mi poveš kakšno zgodbo, tako, ki bi pregnala mojo nespečnost. Jaz bi pa... če bi hodil po hiši, bi morda mislila, da me je obiskal vesoljec in bi te prosila, da mi kaj poveš v vesoljščini. Zubeba jošt. Kaj? To po vesoljsko pomeni, da mi je ime Jošt. A je to res? Če je, boš morda izvedela v današnji oddaji, ker bomo govorili o... Vesolju! Wow, se res! A lahko kar začnemo? Dajmo, Preden pa začnemo, poskrbi, da te nič ne bo zmotilo. da si udobno nameščena ali nameščen. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo všel noben šum. Začeli bomo kot vedno z novicami. Novice. Pozdravljeni v prvih novicah novega leta. Leto je novo, a v novicah imamo star vrstni red. Zato najprej vabim k mikrofonu Urano in tokrat Urano Zvezdano. Ljudje, ptiči in ostala bitja, ki potrebujejo kakšno vzpodbudo ali pogovor, radi pridejo k meni po nasvet. To pa zato, ker odgovore na njihova vprašanja preberem v zvezdah. Tej vedi se reče astrologija. Danes sem narisala posebno astrološko karto in lahko povem, da se poslušalke in poslušalci Ora zelo veselijo oddaje o vesolju. Če pa ima kdo od njih kakšno vprašanje, vezano na prihodnost, ki ga v teh dneh pesti, naj mi napiše svoj rojstni datum, pošlje mail na oro.oddaja@gmail.com in povedala bom, kaj je po horoskopu, nato pa odgovorila tudi na zastavljeno vprašanje. Od astrologije pa k astronomiji. Ko takole gledam v zvezdnato nebo, se ne morem načuditi, da po širnem vesolju lebdijo tudi naprave, ki so jih tja poslali ljudje. Nazadnje so na raketi Ariane poslali v vesolje teleskop po imenu James Webb. Najdražji in najbolj zapleten vesoljski teleskop vseh časov. Izjemen proizvod strojništva in znanosti, za katerega je desetine držav sveta na 10.000 ljudi delalo skoraj 30 let. Razvoj je bil dolg in zapleten. Izstrelitev smo čakali 15 let in jo naposled dočakali.
Webb bo slab mesec dni potoval do cilja, ki je 1,5 milijona kilometrov stran od Zemlje, 5-krat dlje od Lune. S pomočjo naprednih instrumentov bo teleskop na svoji misiji preučeval nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku. Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd. Mimogrede pa še tole novica z Zemlje. Danska kraljica Margareta je te dni praznovala svojo 50. obletnico na prestolu. 50. Kako čas hiti. Hvala, Urana Zvezdana. Kaj nam bo pa novega povedal Galeb Golobič? Pozdravljen, Galeb, beseda je tvoja. Lepo pozdravljeni. Danes se nahajam na observatoriju osnovne šole v Piranu, kjer prav nesramno dežuje. A nas ta dež prav nič ne moti. Ne gre namreč za vodno pršenje, pač pa za meteorski dež oziroma roj. Gre za nebesni pojav, pri katerem vidimo večje število meteorjev, ki vsaj na videz padajo z iste točke. A brez skrbi, meteori ne padajo na Zemljo. Takšni vesoljski delci le redko pridejo do tal, saj prej zgorijo v zemeljski atmosferi. Če slučajno kak delček pade na površino Zemlje, pa ga imenujemo meteorit. Meteorska deževja se sicer vsako leto pojavljajo ob podobnem času. Januarja, na primer, vidimo meteorski roj, ki se imenuje Quadrantidi. Največji, Persejezidi, pa se na nebu pojavi med 17. julijem in 24. avgustom. Do takrat je še veliko časa, lahko pa si že zdaj izdelate vesoljski dežnik. Ker pri meteorskem dežju na tla ne pade voda, je lahko narejen tudi iz papirja. Pa ne pozabite si kaj zaželeti, ko vidite kakšen meteor. Galeb Golobič vam pošilja vesoljsko-vremenski pozdrav. Zdaj moram biti pa glasna, da se me sliši visoko, visoko nad oblake. Od tam se nam namreč oglaša grahasti plešec. Pozdrav z skorajšnjega vesolja. Tule 11 kilometrov nad vami je precej bolj mrzlo in temno. A je tudi precej bolj mirno kot pri vas dol na Zemlji. Zato večkrat odjadram visoko, visoko, celo najvišje od vseh ptic. Včasih mi sledi kakšna štorkla ali kavka, ampak jaz, grahasti plešec, sem ptica, ki leti najvišje. Je res, da sem ptica, ki leti najvišje, a više je z Zemlje poletelo mnogo stvari. Med njimi je največja, ki je zdaj le skoraj 400 kilometrov nad mano. Mednarodna vesoljska postaja. Astronavti in astronautke, 6 jih je lahko naenkrat tam doma. Preučujejo vesolje, vesoljsko vreme, kako bivanje v vesolju vpliva na človeka in še marsikaj. In če imaš kdaj čas, poglej v nebo, saj je mednarodna vesoljska postaja vidna Zemlje s prostim očesom. Zvezdni pozdrav! Ptice, hvala za novice in se slišimo februarja. Piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. Ja, gost. Dobrodošli. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Danes imamo v gostih glasbenika, tonskega mojstra, fizika in ljubitelja vesolja Luko Seliškarja. Luka, živjo!
Živijo. Luka, kdaj te je začelo zanimati vesolje? Mislim, že kar nekako odvedno, ampak mi je glih zanč mama razlagala, da ko sem bil zelo majhen, da je moja babica sedela z mano in mi brala knjige o zvezdah in tako da mislim, da je v bistvu moja babi po eni strani kriva, da sem šel malo v to. Na gimnaziji si nekaj časa vodil astronomski krožek. Kaj pa je to? To ni bila zares šola, ker se astronomije na gimnaziji nekako še ne uči, ampak sem pa potem jaz v bistvu na gimnazijo prišel, pa smo se pogovarjali o tem, kako nastajajo planeti, kako zvezde, kaj sploh so zvezde, kaj so planeti, kako se premikajo, take zadeve. Kaj pa je te tvoje učence najbolj zanimalo? Najbolj jih je kar zanimalo, kako nastajajo zvezde. Veliko se govori o misiji na Mars. Če bi te zdajle povabili tja, a bi odpotoval? Zdajle še ne bi šel na Mars, zato ker zdajle je na Marsu še precej mraz, pa težko je dihati, ne da se zares dihati, pa nič ni kaj za jest, ampak kaj veš, mogoče pa čez nekaj časa pridemo do točke, da bi lahko, ne? Če bi lahko šel tja, pa da bi vedel, da bom lahko tam preživel, bi kar šel, ja. Kaj pa na sonce? Šlo bi se seveda po noči, da ne bi bilo prevroče. Ja, na soncu bi bilo pa v vsakem primeru malo prevroče, ne? Ker zdaj, tudi če bi šli po noč je samo zato, ker se ena stran Zemlje obrne stran od sonca, sonce je pa še vedno tam, ka vedno, pa še vedno sije, pa še vedno je zelo vroč, tako da soncu bi se lahko približali, ampak če bi šli pa prebliz, bi pa kar nam ratali prevroče, pa bi zgoreli. Včasih so rekli, da je v našem osončju 9 planetov, zdaj pa, da jih je 8. A je Pluton zbežal ali zakaj ga ni več med temi planeti? Ja, Pluton je še vedno tam, kjer je bil, še vedno kroži okoli našega Sonca. Zdaj, zakaj pa ni več planet? Zdaj, to je samo stvar tega, kako mi stvari razvrstimo, ne? In zdaj, Pluton konkretno so rekli, da ni več planet zaradi tega, ker mu zmanjka ena stvar, ne? Zdaj, kriteriji za to, čemur trenutno rečemo planet, so to, da eno je to, da kroži okoli ene zvezde, drugo je to, da seveda sam po sebi ni zvezda, tretje, to, česar pa Pluton ni naredil, je pa to, da mi za planete zdaj smatramo telesa, ki so, tako po domače rečeno, spucala svojo okolico. Ne? Se pravi, da so postala tako velika, da so manjše kose materijala okoli svoje orbite v bistvu ali potegnile nase, ali pa odrinile stran. In Pluton pa ni tega naredil. Pluton ima pa okoli sebe še vedno neke ostanke in zato pol so možov rekli, da ni dost cool, da bi bil planet. A se strinjaš, da je vesolje nastalo z velikim pokom ali imaš kakšno drugačno mnenje? Ja, kakor sem jaz študiral, bi se strinjal s to teorijo, zdaj, da bi šel to kakorkoli drugače argumentirati, čist premalo vem, zato ker prav začetek vesolja, kozmologijo, to študirajo pametni ljudje, precej bolj pametni od mene, veliko časa, pa zaenkrat zgleda teorija velikega poka kar najbolj kompletna, ampak glejte, mislim, da vsak znanstvenik mora vedno pustiti nekaj prostora za to, da pa mogoče samo še ne vemo, pa bomo mogoče zvedeli, kako drugače čez nekaj časa. Naš gost v februarju bo ilustrator in stripar Matej Dečeko. Bi mu mogoče zastavil kakšno vprašanje? Jaz bi ga najprej vprašal, če je že narisal kakšen strip, ki se dogaja v vesolju, če pa ne, pa kdaj ga bo. Hvala, Luka, za pogovor. Hvala tebi, Juž. Za boljši svet. Hej, prišla sem domov. Kje pa si?
Hej, mami, evo v sobi sem, berem eno dobro knjigo. Wow, zanimivo. Zakaj pa imaš prižgano luč na hodniku? A ja, to je še odprej, ko sem prišel iz knjižnice, sem tam pustil ključe. Kaj pa luč v kuhinji? Ja, prej sem si sendvič naredil, pa sem jo najbrž pustil prižgano. Kaj pa luč v kopalnici? No, saj veš, kakat sem šel. Zakaj? 4 luči imaš prižgane, ti si pa samo v eni sobi. No, kako pa naj bom v 4 sobah naenkrat? Saj ni treba biti v 4 sobah naenkrat. Lahko pa imaš luč prižgano samo v tisti, v kateri si. Ja, saj vem, oprosti. Račun za elektriko je zelo visok. Res je, astronomsko visok je. Pa ne gre le za to. Zakaj pa še? Si že kdaj slišal za svetlobno onesnaževanje? Kaj? A ne onesnažujemo s plastiko in s plini? Tudi, pa tudi s svetlobo. Kadar puščamo luči vse povprek prižgane, pomalem rušimo naravni ritem sveta. Zmedemo živali in rastline, pa tudi ljudje se na nek način zmedemo. Pa še zvezd ne vidiš, če je presvetlo. In to samo zato, ker sem pozabil ugasniti vse te luči? Ne samo zaradi tega. Krive so luči na velikih stolpnicah in veliki reklamni panoji in ogromno uličnih svetilk. Vsak pa lahko prispeva tako, da ima prižgane luči samo v tistem prostoru, kjer se nahaja. Saj veš, zrno na zrno pogača. In kamen na kamen palača. Grem takoj ugasniti. Saj res ne potrebujem razsvetljenega celega stanovanja, ko berem svojo knjigo. Potem pa ti bom pokazal eno zelo zanimivo risbo. Komaj čakam, da jo vidiš. Juhu, se že veselim. Pravljica. Današnja pravljica pa pravzaprav ni pravljica, ampak mit. Miti so pripovedi, ki govorijo o nastanku sveta, o naravnih pojavih, o različnih bogovih ali o drugih bajeslovnih bitjih. Mnoga ljudstva so oblikovala svoje zbirke mitov, z njimi pa so si razlagali svet ali pa drug drugega o čem podučili. Današnji mit prihaja iz Grčije in je že zelo star. Govori o očetu in sinu, ki jima je bilo ime Dedal in Ikar. Uživajte! V Atenah je pred mnogimi leti živel izjemno nadarjen kipar, arhitekt in izumitelj po imenu Dedal. Izumil je mnogo imenitnih reči, med njimi sekiro, jadro in zložljiv stol. Svoje veščine pa je predajal tudi naprej. Imel je namreč svojo šolo. Obiskoval jo je tudi njegov nečak Talos. Nekega dne je Dedal hodil po atenskih ulicah in mimogrede slišal pogovor 2 meščanov. Ti tale Dedal, dober je, res zna, ampak Talos je šele dober. Ja, res je, tako mlad je, pa je že izumil lončarsko vreteno, šestilo in žago. Dedalu pa to ni bilo nič kaj všeč. Zato je Talosa na samem povabil na mestno obzidje. Splezala sta na vrh in Talos je Dedala vprašal. Stric, zakaj si me pripeljal sem? Kaj bova počela tukaj? Ne skrbi, saj ne bova dolgo tukaj. In še preden je dokončal svojo poved, je Talosa potisnil z zidu. Zaradi tega strašnega dejanja so ga želeli kaznovati. A še preden bi ga strpali v ječo, je Dedal spakiral svoj kovček, vzel svojega sina Ikarja in pobegnila sta na največji grški otok
na Kreto. Znašla sta se na dvoru kralja Minosa, ki je imel nalogo, ki ji je bil lahko kos le Dedal. Oh, Dedal, še dobro, da si prišel. Slišal sem, kako imeniten izumitelj si. Rodil se mi je sin Minotaver, ki je na pol človek, na pol pa bik. Strašna pošast je. Potrebujem prostor, kamor ga bom zaprl. Imam idejo. Zanj bom zgradil labirint, po katerem bo taval celo svoje življenje. Sami bogovi so te poslali, Dedal. Kakšna pogruntavščina! In Dedal je zgradil labirint. Kralj Minos pa si je želel imeti tako bistrega arhitekta še dolgo na svojem dvoru. Kaj vse bi mu lahko še zgradil? Ko sta z Ikarjem želela oditi, jima tega na noben način ni dovolil. In Dedal je dolga leta razmišljal in razmišljal in razmišljal. Ikar, idejo sem dobil. Pobegnila bova. Kako pa? Ves čas naju stražijo, nikamor ne moreva. Po zraku bova šla. Poletela bova kakor ptici. In sestavila sta si krila. Uporabila sta ptičja peresa, namesto lepila pa vosek. Nekega dne sta odšla na streho in se dvignila v zrak. Ikar, nikar ne leti prenizko ali previsoko. Zakaj pa ne? Če boš letel prenizko, te bodo zalili valovi. Če boš letel previsoko, pa ti bo sonce stopilo v vosek v krilih. Toda Ikar ga ni poslušal. Bil je tako vzhičen nad letenjem, nad tem, da se počuti svoboden kakor ptica, in letel je vse višje in višje. Ikar, spusti se! Toda bilo je prepozno. Dedalova napoved se je uresničila. Sonce je res stopilo vosek v sinovih krilih. Peresa so popadala ven in krila so razpadla. Ikar je padal in padal. Ikar! In padel je v vodo. Otok, najbližje Ikarjevemu padcu, pa še danes nosi ime Ikarija. Dedal je najprej potisnil z roba obzidja svojega nečaka Talosa. Nato pa je podoben padec doletel še njegovega sina Ikarja. Letel je proti soncu, nam najbližji zvezdi, ki na površju doseže temperaturo več kot 5000, v središču pa več kot 15 milijonov stopinj Celzija. Nam pa je že pri 30 stopinjah vroče. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Piseshedo! Doviđenja! Zajđen. Naslišanje. Juž, pazi! Au! Na tram! Uf, Au, moja glava, vse zvezde vidim. Ojoj, grem po obkladek. Vedno se kam butnem. Potem pa res nisi rojen pod srečno zvezdo. Izvoli, Juž. Hvala, si bil pa hiter kot raketa. No, ne bi se rad hvalil, ampak v teku sem res hiter. 2krat sem celo zmagal na šolskem krosu, enkrat pa na regionalnem prvenstvu. nikoli nisi povedal, da si zvezda krosa. Kako to misliš, zvezda? Zvezde oziroma zvezdniki in zvezdnice so tisti ljudje, ki so v nečem dobri oziroma prepoznavni. Kot naprimer... Anže Kopitar, hokejist. Miley Cyrus, pevka. Ali pa Svetlana Makarovič, pesnica. Vse poznam.
ampak ne verjamem, da oni poznajo mene. Mislim, da sem malo manjša zvezda kot tile trije. Vseeno si naše sonce, ker vedno rad pomagaš. O, Ej, ko smo že pri pesniških zvezdah, a veste, kdo je napisal tale vers? Ko najbolj iz zvezd je danica svetla, najlepši iz deklic je Urška bila. A ni to iz Povodnega moža? Je res, ampak kdo je to pesem napisal? France Prešeren. zdaj pa že prehitevate. O umetnosti bomo govorili naslednjo oddajo. To pa res. Komaj čakam. Juž, kdaj pa bo naslednja oddaja? Šmenta polenta, spet smo pozabili. Kaj smo pozabili? O ne, pozabili smo povedati, da bo naslednja oddaja 27. februarja. 27. februarja? Na rojstni dan Luke Dončiča. Na 58. dan v letu 2022. V Argentini, Braziliji in na Nizozemskem bo to karnevalska nedelja. Mi bomo pa v tistih dneh praznovali pustni torek in pustno soboto. 27. februar. Zabeleženo.